Dober večer. V Tarči o prenosu prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja v obvezno dajatev mimo zasebnih zavarovalnic. Gre za prelomno točko za zdravstvo ali nepremišljen populizem. Pod vtisom nenapovedanega dviga premije in najbrž tudi padca javnomnenjske podpore je največja vladna stranka Gibanje Svoboda na hitro vložila predlog zakona. Ukinitev dopolnilnega zavarovanja javnost pričakuje že več let, za manj so poskušale številne vlade. Ampak kakšen je ta predlog in kakšna tveganja prinaša? Ukinitev da, kdaj, v tem trenutku ne morem reči. To so besede najtesnejšega sodelavca ministra za zdravje še minuli petek. Dodal je še, da je treba zadeve spreminjati z zrnom soli. Tako torej prejšnji teden po veliki noči je vse drugače. Na mizi je novi stari zakon Šarčeve vlade, zaradi katerega pa je takratni finančni minister odstopil, saj je bilo preveliko javnofinančno tveganje. Nekateri takratni poslanci odhajajoče leve vlade pa so ga opisali kot gnil kompromis za nabiranje volilnih glasov. Anja Šter. Rešitev je 3 leta star zakon nekdanje Šarčeve vlade, ki ga je Svoboda na hitro potegnila iz omare in ga predstavila kot nujno potreben korak, prelomno točko, zdravilo naravnost v žilo. To je člen, s katerim vlada prenaša dopolnilno zavarovanje v obvezno. Identičen je tistemu, ki so ga januarja 2020 predlagali v zadnji različici zakona Šarčeve koalicije. Prispevki se plačujejo od osnov določenih s tem zakonom, po proporcionalnih stopnjah in v pavšalnem znesku. V zakon so prepisali tudi takratni sporni amandma LMŠ-ja. Republika Slovenija iz državnega proračuna zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med prihodki zavoda iz prispevkov in drugih virov ter obveznostmi zavoda, ki zapadejo do konca koledarskega leta. Pri tem je vztrajal takratni minister Aleš Šabeder, zdaj tesni svetovalec ministra Bešič Loredana. Takratni finančni minister Andrej Bertoncelj pa je raje odstopil, kot da bi privolil takšno proračunsko tveganje. V pisni izjavi, ki so jo podpisali tudi 4 državni sekretarji, Natalija Kovač-Jereb, Alojz Stana, Metod Dragonja in Saša Jazbec, tudi zdaj državna sekretarka zadolžena za proračun, so zapisali. Ministrstvo za finance ne more izdajati bianko menic. Predlog s proračunskim financiranjem v neznani višini ni sprejemljiv. Saša Jazbec je pred 3 leti zaradi proračunskega tveganja skupaj z ministrom odšla, tokrat vztraja na položaju. Kaj je danes drugače, smo jo vprašali, izjave pred kamero ni želela dati. Glede na njen pisni odgovor pa je za predlog zakona izvedela šele včeraj. Naj poudarimo, gre za državno sekretarko zadolženo za proračun. Glede na včerajšnjo predstavitev, razumem, da gre za začasno proračunsko varovalko. Naša prva ocena potrebnih dodatnih sredstev do konca leta se giblje do 130 milijonov evrov. Slovenija bo v prihodnjem letu tudi formalno spet zavezana spoštovanju fiskalnih pravil, zato se bo tudi javnost morala bistveno bolj zavedati javnofinančnih omejitev, na kar vztrajno opozarjam. Minister dr. Andrej Bertoncelj je zelo skrbno upravljal javne finance in zato je celo načelno nasprotoval in ekipa, ki je takrat delovala na Ministrstvu za finance, je delila to mnenje, da bi bila avtomatična varovalka, taka kot je za pokojninsko blagajno, pravzaprav dodatno breme za proračun in na dolgi rok ne bi bilo vzdržno. Takratna ocena je bila, da bi iz proračuna letno morali pokriti najmanj 50 milijonov evrov primanjkljaja zdravstvene blagajne. Minister Bertoncelj danes pred kamero sicer ne želi, ni bil pripravljen dati več kot 10 milijonov. Zdajšnjega finančnega ministra očitno proračunska vrzel ne skrbi. Na naše vprašanje o predvidenih stroških za proračun, s katere postavke bodo sredstva vzeli ali se bo treba dodatno zadolžiti, so le kratko odgovorili. Rešitve še niso dokončno izoblikovane. Težko govorimo o točnem znesku. Do zakona je kritična tudi profesorica na ekonomski fakulteti. Ta ukrep je predvsem populistične narave. Izračunov jaz jih še videla nisem, glede na to, da nam je zelo narastel dolg v zadnjih letih, glede na to, da ima proračun že sedaj zelo velik deficit, se mi zdi tak zakon izredno tvegan. Naj dodamo še eno izjavo nekdanjega državnega sekretarja Dragonje, ki pa smo jo posneli, preden je Svoboda vložila stari zakon. Modrost vlade je na tem, da pravzaprav poenoti stališča, posebej modrost
vodstva vlade, predsednika vlade, da se to temeljito prediskutira. Ni to samo vprašanje, ki ga mora podpreti koalicija, treba je doseči tudi določeno soglasje z opozicijo oziroma konsens v javnem mnenju. Enako kot pred 3 leti sta v zakon privolila Levica in SD, čeprav prostovoljno dopolnilno zavarovanje zgolj spreminja v obvezno dajatev enako za vse. Takrat pa so bili na slab kompromis kritični tako v koalicijskih kot opozicijskih vrstah. Solidarne ukinitve dopolnilnega zavarovanja ni več na mizi, saj ste ga, gospe in gospodje, potopili. Odprto je le, kam naj gre denar državljanov iz položnice, dobički zavarovalnic ali v javno zdravstvo. Iz tega konkretnega primera smo se naučili, da nimamo dovolj strokovne podpore, niti dovolj znanja, da pripravimo zakonski predlog, ki bi v celoti pil vodo. Trikratno bodo plačali ljudje. Še enkrat, obvezni pavšal, proračun, kjer so plačali davke v proračun, do tretje plačilo, na koncu pa čakalne vrste se ne bojo za tega spremenile, bo plačal še četrtič, ko bo šel zasebnemu zdravniku. 4-krat bo plačal. 4-krat. Laž je, in to debela laž, ko govorimo državljanom, da bomo ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje in bojo plačevali manj. Mimogrede, Levica je vložila predlog zakona, ki je danes že popolnoma spremenjen in sploh ni več tisto, kar so predlagali. Oni to dobro vedo in bojo zagovarjali to samo zato, ker gre za politično ambicijo, ne pa za, da govorijo, da so oni bili predlagatelji ukinitve dopolnilnega zavarovanja. SMC tega predloga ne bo podprla, ker ne podpira tako gnilega kompromisa za ceno novih volilnih glasov. No, gospod minister, dober večer in ponovno pozdravljeni pri nas. Pa začneva, kjer sva v četrtek končala. Najprej gledalce spomnimo na vaše besede prejšnji četrtek. Tako je leto pred volitvami. Vaš svetovalec, gospod Šabeder, je sam to doživel, kako je poskušal ukiniti dopolnilno zavarovanje, pa je potem vlada v bistvu odstopila. Še enkrat, zakonodaja, ki bo opredeljevala 1.1.2025 in ukinitev dopolnilnega, bo sprejeta, pripravljena v tem letu, dana v zakonodajni postopek in sprejeta, seveda, če poznamo, kako poteka zakonodajni postopek, do poletja prihodnjega leta. Gospod minister, torej 5 dni pred vložitvijo tega zakona niste še nič vedeli, da boste to storili. Kdaj se je zgodil ta preobrat in je bila to vaša zamisel? V petek sem imel sestanek osebno z vsemi 3 zavarovalnicami, ki nudijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Na tem sestanku smo iskali kompromis, kako pravzaprav preprečiti dvig premije. Ena od zavarovalnic je jasno dala vedeti, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje pravzaprav zavarovalni produkt in nič drugega. In ko smo v razpravi, sem v razpravi prišel do tega, da razumejo dopolnilno zdravstveno zavarovanje kot škodno zdravstveno zavarovanje, tako kot kasko zavarovanje za avto, da bodo ljudje razumeli, če se škode večajo, bomo dvignili premijo, je postalo jasno, da moramo nekaj odreagirati, ker je bila namera neizpodbitna, zato ker lastniki zavarovalnice gledajo, kako se stroški gibljajo in če dela produkt minus, moramo to preložiti na pleče ljudi. Še se eno vprašanje, kdaj ste se potem to odločili? Ponedeljek, torek, kdo je? Smo potem iskali rešitve. Dejstvo je, vsi skupaj, svoboda, gibanje Svoboda. Se pravi, premier, vi? Gibanje Svoboda, v celoti. Gibanje Svoboda ve se, kako je strukturirano, kako se stvari delajo in mi smo morali nekaj narediti v dobrobit ljudi in smo tudi naredili, ker smo ocenili, da tisti hip, ko smo v družbi prišli do točke, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je steber javno zdravstvenega financiranja, postane zavarovalniški produkt in se kar tako dvigne ceno iz 35 na 45, mogoče jeseni na 55, da moramo nekaj odreagirati. Kdo je našel potem ta zakon? Je to gospod Šabeder? Gibanje Svoboda. Prosim? Gibanje Svoboda, poslanska skupina je zakon vložila.
Kdo je ta zakon gospoda Šabedra predlagal, oziroma tega skratka nekdanje Šarčeve vlade? Gibanje Svoboda, poslanska skupina je zakon vložila. To vemo, ampak kdaj se je zgodil ta preobrat? Me zanima, kdo je to predlagal, je bil premier, gospod... Smo Gibanje Svoboda kot celota stopili skupaj, mi smo zmagovalci volitev, nam so ljudje dali pooblastila in smo ustrezno odreagirali. Niste pa seveda povabili recimo še koalicijskih partnerjev na te razgovore? Gibanje Svoboda. Še to bi vas vprašala, no to bom vprašala gospoda Mesca pa gospod Hot potem. Skratka pa je bila to premišljena odločitev glede na to, da slišimo državna sekretarka, ki je pristojna za proračun, pravi, da je za te rešitve nekako slišala z novinarske konference. Slišimo pa prejšnji finančni minister pa je odstopil, ker se mu tak predlog ni zdel finančno vzdržen. Da, leta 19-20 je popolnoma drugačna situacija kot leta 23. Post-covidno obdobje je bistveno težje, stroški v zdravstvu rastejo in naloga zmagovalca volitev je in tudi koalicije je, da te stroške ne prenese na breme ljudi. To smo naredili. Torej v Gibanju Svoboda, danes na vladi, ko smo, dokler spremembe ne bodo uresničene, zamejili, jutri bomo sprejeli de facto uredbo na dopisni seji vlade, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne bo dražje kot 35,67 evra. Vse je poskrbljeno. Bomo še potem malo o tej finančni zadevi rekli, gospa Godec, se vam zdi v tem trenutku to najbolj sprejemljiva odločitev? Kaj bi storili recimo vi ob podražitvah? No, jaz bi rekla, da se tistega petka zrno soli razneslo po vetru v Sloveniji in da se je zgodila anketa. Anketa, ki je Gibanje Svobode kaže padec in to je bilo v bistvu posledica tega, ne sestanek z zavarovalnicami. Če bi želeli, torej če želi vlada omogočiti to, torej da ne gre denar oziroma breme na davkoplačevalce, je to uredba, ki so jo sprejeli danes oziroma jutri. In ni potrebno vlagati zakona, ki predvideva v bistvu monopolno zavarovanje, torej ves denar davkoplačevalcev se bo dal na državno monopolno zavarovalnico. Državni monopol pa vemo, kaj pomeni, ne? Tudi velika tveganja, tudi korupcijska tveganja. Moram reči, nedavno nazaj je minister sam dejal, da je ZZZS v bistvu njeno delovanje vprašljivo, ni transparentno, da je treba pregledati delovanje. Danes jim v bistvu z zakonom podarja več kot 600 milijonov. Pa še to naj spomnim, da je danes prišlo tudi v bistvu obvestilo, da 55 programov ZZZS ni uspel popolniti, da so ostali odprti od splošne medicine do pediatrije. Ja, pa bi šli samo kar naprej. Ta zakon je prenagljen, nič se ni spremenilo od leta 2019, gre samo za nabiranje političnih točk in pa dvigovanje procentov na anketah. Gospod Mesec, ste bili postavljeni pred dejstvo, Gibanje Svoboda se je odločila, bil je pa to spremenjen zakon Levice, ne, takrat še iz leta 2019. Ja, zdaj, če pač iščete zarote ali pa se gremo politično analitiko, ne, pač lahko ponosno rečem, da definitivno sem eden od stricev iz ozadja tega zakona. Že 10 let, kot veste, od vstopa pač v politiko je to ena od ključnih programskih točk Levice, da je dopolnilno zavarovanje treba ukiniti. Zdaj, zakaj ga je treba ukiniti, mislim, da ni treba filozofirati. Položnica 35 evrska, ki smo jo zdaj vsak mesec plačevali, bi zrasla na 45 evrov. Ena zavarovalnica je to napovedala, kot vemo iz preteklih podražitev bi kmalu sledile tudi ostale. In da bi to preprečili, se pravi, da smo vsakemu državljanu prihranili 120 evrov na leto, smo naredili ta ukrep. Drugi razlog, zakaj je treba z uredbo, to se je tudi z uredbo naredilo, ne? In z uredbo, z obema, seveda. Zdaj imamo ceno pod kontrolo, odkar je to v državnih rokah. Prej so zavarovalnice bile tiste, ki so določale ceno, ne država. Druga stvar, zaradi katere je to treba narediti, je pa ta. Privatne zavarovalnice so zbrale 600 milijonov evrov približno z dopolnilnim zavarovanjem, od tega jih je kar 60 ostalo v njihovih rokah, kot stroški obratovanja ali pa dobički. Se pravi, vsak od nas je eno celo to položnico, ki smo jo letno plačali, ni šlo v zdravstvo, ampak je ta denar ostal v rokah zavarovalnic. Zdaj ta denar gre v celoti. Ampak tam se pa tudi davek sicer plačal od dobička, ne? Ampak vseeno še vprašanje, poglejte, zdaj upokojenci bodo pa v bistvu in drugi ljudje, ki so z nizkimi dohodki še naprej plačevali enako premijo, torej 35 evrov. To je nekako v nasprotju tudi z vašimi
vašim programom, kjer pravite, da bi bilo treba bolj solidarnostno razporediti te prihodke. Torej, pristali ste na nek način ponovno na nek tak slab kompromis, kot takrat pred 3 leti. Ja, mogoče, če greva nazaj k prejšnjemu računu. Obratovalnih stroškov je bilo 45 milijonov, dobički njihovi so bili približno 17 milijonov. Od teh 17 milijonov je davek na dobiček, lahko si izračunate sami, prav približno 1/5 tega zneska, zdaj pa govorimo o celotnih 60, ki gredo v javno zdravstvo. Mislim, da sta ti dve številki neprimerljivi. Druga stvar, v rokah zavarovalnic je od 2006 ostalo 870 milijonov na ta račun, ki bi lahko šli v slovensko zdravstvo. Kar se tiče solidarnosti... O zavarovalnice bomo tudi še, imamo prav prispevek pripravljen to posebej, ampak vseeno sprašujem zato, da ste pristali na to, da vsi plačujejo še vedno enako premijo, pa ne pridejo do storitev, ne? Mislim, da smo včeraj vsi 3 koalicijske stranke in oba 2 ministra zelo jasno povedali, da je to prvi korak. Drugi korak bo uvedba solidarnosti. Ampak najprej se je treba lotiti tega, kar smo se lotili. Verjamem pa, tudi sodeč po današnji vdaji, da bodo tukaj pritiski zavarovalnic in raznih lobistov hudi. Ne pozabiti, par vlad se je že zlomilo na tem predlogu, oziroma ali ni uspel, ali pa so se celo same zgodili. Gospod Čadonič Špelič. Ja, najprej bi rada izrazila začudenje, ko pravi gospod minister, da je šele na tem sestanku z zavarovalnicami ugotovil, kaj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje. On je že dolgo časa v zdravstvu in mu je gotovo da jasno, katero zavarovanje pokriva. Torej je bil to en izgovor. Ta zakon je v tem trenutku res zelo nepotreben oziroma celo zavajajoč. Glejte, nič ni ukinjeno s tem zakonom. S tem zakonom je celo uzakonjeno, dajmo ljudem povedati, da jih bomo iz enega žepa vzeli, da bomo dali v drugi žep. Torej, ljudje od tega zakona nimajo nič. In predsednik vlade je rekel, da se za ljudi ne bo nič spremenilo. In to je najbolj žalostno. Prvič, pozabil je povedati, da so jim uzakonili nekaj, kar do zdaj ni bilo obvezno. In drugič, kar je res žalostno, za ljudi se ne bo res nič spremenilo. Ne bo se spremenila dostopnost do zdravstvenih storitev. In to je tisto, česar bi se vlada morala prvo lotiti. Ne pa teh denarčkov in zavarovalnic, ki jih bo pravilno danes oziroma jutri omejila. Torej, že danes smo videli, da ni bil zakon potreben, posebno ne tako hitro čez noč, da je vlada postavila časovnico reforme popolnoma na glavo. Najprej smo poslušali, da bo to veljalo čez 1 leto, zdaj bo veljalo, če bo veljalo v jeseni. In še nekaj, zdravstvena zavarovalnica je bila po besedah premierja takoj po koaliciji januarja tista, ki je bila nekako vzrok za skoraj vse težave v zdravstvu. Zdaj pa njej še dodajamo 700 milijonov. Kaj se je torej spremenilo? Ampak, gospod Čadonič Špelič, samo še pod vprašanje, kdaj, če je ne zdaj, bi bil potem čas za ukinitev dopolnilnega zavarovanja? Vemo, da seveda še kakšno leto bi minilo, potem pa bi bilo res težko. Časovnica, ki so jo takrat povedali, ko je tudi minister zadnjič v oddaji povedal, je bila popolnoma pravilna. Zato najbrž, da bi tudi finance imele možnost odreagirati, ker ta zakon ni škodljiv samo za paciente, kjer zavaja, ampak tudi bo lahko škodljiv za javne finance. Torej, čez noč se take stvari ne dela. Če se pa kaj dela v zdravstvu, potem po 1 letu mora vlada začeti res reformo zdravstvenega sistema. To pa ni denar. To je na eni strani pomanjkanje zdravnikov, na drugi strani pa pravilno vodenje ustanov zdravstveni in organizacija dela. Tu se bo trebalo. No, podražitev se je pa vendarle ustavila, vendar s to uredbo, ne? Seveda, temu nišče ne oporeka. Torej, uredbo je bilo treba sprejeti in zaradi tega ni bilo treba narediti tega velikega poka. Gospa Hot? Hvala lepa. Torej, dobro večer najprej. V koalicijski pogodbi je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja seveda zelo jasno zapisano. Zdaj, a je časovnica čez 1 leto ali časovnica sedaj popolnoma irelevantna. Vse 3 koalicijske stranke so soglasne, da je to potrebno storiti. Ampak to ni bila ukinitev, ne? To je zdaj v bistvu seveda, ni ta solidarnost. Bova se strinjali, da je komunikacija vseh nas političnih deležnikov napačna, nikoli ne more iti za ukinitev v tem kontekstu, ker se ne ukinja ta produkt, ta bo še na trgu, ampak se ga pravičnejše preneče v obvezni zdravstveni prispevek. Na ta način, kot smo sedaj naredili s tem zakonom, torej, ki ga vse 3 koalicijske partnerice podpiramo, no se zadnji, kot ste sami lepo povedali, gre za osnovni zakon dodelan iz leta
2019. Samo še bomo vprašanje, odprli jaz se široko- opravičujem, samo še vprašanje mimo grede, kdaj ste ta zakon vi dobili v roke? V bistvu, jaz se res ne bi šla ta politično preigravanje, ker vem, Samo da ne... vprašam, da vem, kdaj ste ga sploh Ko je prebrali. bil vložen zakon, smo bili z njim seznanjeni. Kdaj ste ga dobili? Dobili Torek, smo ga v roke, sredo? lahko rečemo, tudi leta 2019, ker je vsebinsko zelo podoben. Se pravi v sredo potem? Ja, ampak bi rada poudarila drugo. Zakon je vložen v redni zakonodajni postopek. Torej, kot ste lepo povedali, gre za zelo pomembno spremembo, ki zahteva široko razpravo deležnikov. In ta se bo zgodila v Državnem zboru. In vsi bomo imeli tudi priložnost zakon ustrezno dodelati in popraviti, če bo to potrebno. No, slišali smo tega vašega poslanca takrat leta 2020, ko je bila razprava, ne, da nekako je dejal, če ponovim besede, da v celoti ne pije vode tak predlog. Ali imate vi zdaj kakšne pomisleke, vas kaj skrbi glede tega zakona? Zakonodajni postopek bo reden, vse pomisleke, dvome bodo lahko izrazili vsi deležniki, torej nevladniki, stroka in na to bomo Mislim, vas, če socialne demokrate, če vas kaj skrbi? V tem trenutku nas skrbijo podražitve. Samo in izključno podražitve. Skrbi nas, da se je na nas obrnilo recimo naše članstvo iz Ljutomera, povedalo, da je 60 ljudi bilo pripravljeno odpovedati dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ko je določena zavarovalnica napovedala podražitve. Res mislim, da smo mi morali tukaj reagirati in da uredba ne naslavlja v zadostni meri celostne situacije. To je lahko samo zakon. Gospod Mesec, ja? Jaz bi samo eno stvar pojasnil. Zdaj, ko ste kazali te posnetke iz leta 2019, zakaj so bili kritike nekaterih takratnih koalicijskih poslancev tako ostre, ker je bila takrat zaporedje bilo obratno. Levica je predlagala, da se ukine z dopolnilno zdravstveno zavarovanje in uvede solidarnostni prispevek. Ta predlog je takratna koalicija povozila in potem prišla z oskupljenim predlogom, ki je bil samo pač prenos položnic v Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zdaj smo pa v obratni situaciji. Zdaj imamo pa jasno zavezo, vsi na čelu s predsednikom vlade, da najprej prenesemo, potem pa uvedemo solidarnost. Ja, veste, kakšno imate vi javnost? Samo malo, ja. A smem? Prosim, ja. Lepo iztočnico ste mi dali. Vi imate javno zavezo, posebno pa Gibanje Svoboda, da nekaj naredi na področju zdravstva, da bojo ljudje prišli do storitev takrat, ko jih bojo rabili. To je tisto, kar ljudje od vas pričakujejo in po enem letu žal še tega ni narejenega. In jaz imam občutek, da ste hoteli situacijo zamegliti, vsi se bomo zdaj pogovarjali o tem zakonu, ki ni bil nujno potreben, potrebna je bila zamejitev podražitve in da ne bomo spraševali, kdaj se bo zgodil dejansko sprememba zdravstvenega sistema kot celote, ki ne deluje. No, gremo naprej, gospod Mesec. Ja, na časovnici je bil ta zakon kasneje, ampak nujno je postal potreben v hipu, ko so zavarovalnice napovedale podražitve. Ampak javno finančno, ja, skratka, gospod Godec, pa potem še... Glejte, dajmo najprej začeti govoriti si tako, kot je potrebno. Ne gre za ukinitev, nič več ne bo na prostem trgu, to ne drži. Sedaj je bilo na prostem trgu in če ena zavarovalnica povišala znesek, lahko odpoveš pri tej zavarovalnici in greš drugo. Zdaj, ko bo to na ZZZS-ju in bo uzakonjeno, koliko moraš plačevati, ne boš moral, po domače povedano, pobegnati od tega, boš moral plačati ta prispevek. Kakšne so bile pa zdaj te razlike na prostem trgu? Samo malo, bile so razlike. Koliko? Jaz ne plačujem 35 evrov, ampak manj. 33,99? Lahko končam. Torej, zdaj bomo imeli državni monopol, ne boš obvezno moral plačati toliko, kot bo država določila, ni nobenega konkurenčnosti pri tem. Najbolj pomembno je pa to, da se ne bo spremenilo za bolnika popolnoma nič, gospod Mesec, to je največji problem. In to, kar ste naredili, je bilo dovolj uredba, če ste že želeli zamejiti, torej popolnoma nič za pacienta. Kar se pa tiče režijskih stroškov, govorite o 120 evrih na leto. ZZS pa nima režijskih stroškov. Teh stroškov ne bo torej. Ampak je razlika 1,8%. Tisto, kar bo manjkalo in to bo, ker stroški za zdravstvo se povečujejo, od leta 2018 do leta 2022 smo povečali za nekaj, da ne bom rekla 100 milijonov po različnih stroških od ZZS-ja, prostovoljnega in iz žepa in se bodo povečevali. Potem bo treba to pokriti iz državnega proračuna. Obremenili boste javne finance, kar pomeni, da boste obremenili državljane. In nehajte zavajati s tem, da bo za ljudi manj potrebno plačati, ne drži.
Hkrati bo trpelo gospodarstvo, delodajalci, delojemalci z prispevki, ki jih boste vi določali in ne bo variante, da se odločiš drugače, kot bo država naslovila. Torej, še enkrat, uvajate državni monopol na zavarovanju, nobenih izbire pacienta, nič boljšega za paciente, popolnoma nič se ne bo spremenilo, torej še vedno bomo čakali v vrsti, ne samo čakam na to, ko bo moral nekdo plačati obvezno, pa še dopolnilno 35 oziroma še več, ker bo to usklajevali letno, ko bo prišel zdravniku in ne bo prišel takoj na vrsto. Kakšni bodo odzivi takrat? Torej, še enkrat. Hvala, gospod Mesec, izvolite. Nazaj v leto, ne bom rekla. Gospod Mesec, potem pa gospod minister, tukaj čaka še. Razumem. Minister za zdravje, ja. Razumem, da ste opozicija in morate... Ne zato, ker smo opozicija, zato, ker razumemo zadeve, vi pa ste tisti, ki vračate zadeve v monopol. Tri stavke bom povedal. Prvič, monopol je bil že zdaj. Te zavarovalnice niso upravljale popolnoma nobene funkcije v sistemu, one so samo sledile Zavodu za zdravstveno zavarovanje in doplačevale tiste storitve, ki jih je Zavod za zavarovanje organiziral. Nobene kontrolne funkcije, se kdo spomni, kakšne te zavarovalnice, da recimo upozorila na kakšno nepravilnost, preplačevanje ali pa primer korupcije v zdravstvu. Ni. Drugič, že zdaj ni bilo nobene konkurence, praktično vse zavarovalnice so imele razlike v ceni, kolikor jaz vem, med dobrimi 33 pa 37 evri. So bile tri zavarovalnice, torej je bila konkurenca zdaj, je ne bo več, ker bo vse na ZZZS, gospod Mesec, nehajte zavajati državljane. Zdaj ne bo več konkurence, vse bo na ZZZS, država bo določila ljudem, koliko naj plačajo, čakali bojo po vrsti tako, kot čakajo zdaj, ali pa še huje. Poleg tega bo se vprašala, kaj pa dolgotrajna oskrba? Tudi za to ne bo denarja. Točno tako je bilo zdaj. Kaj je bilo zdaj? Zdaj ni bilo, tri zavarovalnice. Ja, samo malo, gospod Mesec. In niso nobene omembe vredne funkcije upravljale v sistemu, ampak samo sledile javni zdravstveni zavarovalnici. In tretjič, ta vlada ne povečuje proračunske luknje. Pa še kako jo. Poglejte rebalans. Primanjkljaj smo zmanjšali, ga zmanjšujemo z 5,3% BDP na 2,9% BDP. Gospod Mesec, tukaj bi pa jaz dodala še ta podatek, ker sem ravno to želela vprašati. Poglejte, to določilo, zaradi katerega je v bistvu odstopil takratni finančni minister, tudi njegova ekipa, da bo proračun pokril razliko med prispevki in obveznostmi. Skratka, zdaj pa ta zakon praktično ne ocenjuje jasno, kakšna bo tveganje za proračun. Prihodnje leto spet velja fiskalno pravilo. Skratka, javne finance so pa zdaj v veliko slabšem stanju, kot so bile recimo leta 2019, ko je bil presežek, zdaj je to primanjkljaj. Ali po vaše takšen predlog lahko ogrozi v bistvu javne finance, v končni fazi tudi financiranje zdravstva? Bomo torej se zadolževali za to, da bomo lahko plačevali, ne vem, neke posege, skratka, če bo zmanjkalo denarja, kaj to v bistvu, kakšno tveganje to prinaša? Glejte, mi smo iz presežka leta 2019 pod prejšnjo vlado prišli na to, da je država imela zaporedne 3 milijardne primanjkljaje vsako leto. Ta vlada, naša vlada, je prva, ki je ta primanjkljaj z 3 milijard, se pravi preko 5% BDP, z rebalansom za leto zmanjšala na 2,5%. Ampak mene zanima, skratka, kdo ta finančna nejasnost. Kar je pod fiskalnim pravilom, na osnovi BDP-ja. Na osnovi leta. Glejte, gospod Mesec, tudi, samo malo, gospod Godec, skratka, tudi državna sekretarka na Ministrstvu za finance opozarja, da skratka bo veljalo fiskalno pravilo, potrebna skratka ta odgovorna finančna politika. Ali se vam zdi, da vas to ne skrbi, da ni nobene ocene, koliko bo sploh to stalo, kaj če se zgodi ohlajanje gospodarstva, manj prispevkov, manj davkov, kaj potem? Ne vem, se ne razumemo najbolje. Primanjkljaj zmanjšujemo z več kot 5% BDP na manj kot 3% BDP. To počnemo ta trenutek. Gospod Mesec, od kod boste potem denar za dolgotrajno oskrbo vzeli, za stanovanja, za plače, za ne vem, pokojninsko reformo, od kod potem denar s prispevki iz proračuna, od kod se bomo zadolževali za vse? Prerazporeditvami znotraj proračuna za 2024 je denar za dolgotrajno oskrbo, za izvedbo dolgotrajne oskrbe rezerviran. Ampak nihče ne ve, recimo pri tej zdravstveni reformi ni ocene, kakšno bo to tveganje. Še enkrat vam preberem, nekdanji finančni minister ni želel pristati na večjo izpostavljenost proračuna kot za 10 milijonov evrov. Zdaj pa sploh ne vemo, koliko bo to prišlo. Glejte, saj pravim, prejšnja vlada je imela po 3 milijardne primanjkljaje. Mi smo jih zdaj prvič zmanjšali na pod 3% BDP, da se razumemo. Kar se tiče stroška dodatnega, je bilo zelo jasno povedano.
Mi pravimo, da ni razlogov za tako podražitev, kot so jo napovedala zavarovalnice, torej bo teh 35 evrov bi moralo biti dovolj. Če imajo zavarovalnice prav, lahko ta strošek dodaten znese do 180 milijonov evrov, ampak ker bomo 60 milijonov evrov iz obratovalnih stroškov prenesli v proračun, lahko računate, da v najslabšem primeru to pomeni 120 milijonov evrov. Da dam primerjavo, primanjkljaj, ki ga je imela prejšnja vlada in ki je bil planiran tudi za leto 2023, je presegel 3 milijarde evrov in smo ga spravili pod 3%. Gospod minister, ja, prosim, če lahko čakate dolgo. Jaz bi ostal samo fokusiran na tistemu, zaradi česar smo danes tukaj. Vse smo zaradi tega zakona, o tem zdaj govorimo, če je to seveda... Ampak gledajte, številke so kristalno jasne. Zdravje po covidu, zdravstveni sistem je popolnoma drugačen. Številke iz OZZ-ja in DZZ-ja, torej dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, vkolikor bo stanje teklo in bomo prišli na 800 milijonov evrov, vkolikor bi ostali v taki situaciji, kot smo danes. To breme bi morali vsi državljani, torej 95% državljanov, ki danes plačuje dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je res načeloma prostovoljno, ampak vsi vemo, kako iz tega financiramo javno zdravstveno mrežo, javno zdravstveno storitev, bi mogli na mesečni ravni plačati najmanj 10 evrov več, po uskladitvi jeseni proračun kaže, oziroma štiri kaže na 20 evrov več, ker je to postal produkt. Vlada je morala na to odreagirati znotraj prerasporeditev, znotraj mnogih ureditev zdravstvenega sistema, ki jih bomo izvedli in jih iztešli. Iz rezerve bomo ta denar pobrali. Iz prerasporeditev znotraj zdravstvenega sistema. Mi imamo danes absentizem, mi smo vložili zakon o ZZZS, mi vse to naslavljamo, ampak če se ne bi postavili na položaj pacienta, ki bo to plačal, torej danes pacient nič več ne bodo plačali, zdravstvene storitve bodo ostale enake, v zdravstvenem sistemu bomo poiskali rezerve, razliko bomo iskali iz proračuna in s tem, ko bomo imeli vse številke jasne, ampak sej ni, gospod minister, to je problem, nič ni jasno. 180 milijonov evrov, drži pa še to, 180 milijonov evrov. Nimate pravih podatkov, ZZZS podatek, lahko imate zakon, ZZZS podatek leta 2021, leta 2022, koliko je šlo iz DZZ, je številka 120 milijonov evrov več. To, kar se kaže za 2023, bomo prišli do 800 milijonov več. Zavarovalnice so dvignile bistveno preveč, kot bi smele. Zakaj? Zato, ker želijo imeti plus. Mi smo umaknili interese zasebnih zavarovalnic iz javnega zdravstvenega sistema. Gospod minister, prej smo v prispevku tudi videli ta komentar Ministrstva za finance, kjer pravijo, da ni jasne ocene, ni jasne ocene, tudi v zakonu to piše. 2023. Ocena je popolnoma jasna, skozi javno razpravo v rednem postopku se bodo vse številke dali na mizo, po potrebi bomo vse spremenili, ampak na točki dosedanje oblike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in umaknitve zasebnega interesa zavarovanja smo pa danes in to bomo izpeljali. Gospa Godec. Glejte, na to, kar govorita oba dva ministra, je več kot jasno, da izračunov nimajo, da so ad hoc vložili zakon, da gre samo za zamejitev svobodne pobude, gospodarske pobude, popolnoma nič drugega, da bo naredili državni monopol. Edino vprašanje, ki je, kaj bo bolje za pacienta? Kaj bo bolje za pacienta? To je vprašanje, ker še enkrat ne bo plačeval prostovoljno, plačeval bo obvezni prispevek, določali ga boste letno in se bo zviševal. In mene samo zanima, kaj bo bolje za pacienta, ki bo želel takoj do zdravstvene oskrbe. Samo minister ima odgovor. Pa lahko končate, pa tudi to povejte točno, po zakonu, tako kot pravi voditeljica, ni jasno, če Ministrstvo za finance ne ve, koliko bo moral dati, pa kakšna koalicija ste? Ne, jasno je. Ministrstvo za finance ne ve, državna sekretarka ne ve, minister za finance stoji tam na tiskovni konferenci kot kip in ne ve, kaj bi rekel. Torej, še enkrat, kaj bo bolje za pacienta kot oskrba? Kaj je z dolgotrajno oskrbo, ker zdaj bo plačeval obvezno
osnovno in dopolnilno zavarovanje. Gospod minister, prosim, če pojasnite, potem pa bi šli. Danes o dolgotrajni oskrbi se ne pogovarjamo, odkar je lepo prosim. Ne mešati hrušk in jabolk. Dolgotrajna oskrba je socialna entiteta in prosim, ne. Dolgotrajna oskrba je socialna entiteta, prosim, bodite tudi vi korektna do ljudi in ne govorite o dolgotrajni oskrbi. Dolgotrajna oskrba je del tega. Tukaj pacient bo dobil enako košarico zdravstvenih pravic, kot jo ima danes, ob tem, da se sistem draži, brez da bi kakorkoli sleherni pacient, zavarovanec, karkoli doplačal, kar bi sicer mogel. B, na osnovi začasnega ukrepa za leto pa pol maksimalno v višini 35 evrov bomo dobili vse podatke in v tem času našli solidarno, stabilno, pravično, transparentno financiranje javno-zdravstvenega sistema, kar do sedaj nobenemu ni uspelo. Tej koaliciji bo in jaz razumem opozicijo, da sedaj meša dolgotrajno oskrbo in pravi, da nemamo podatkov. Vse imamo. Gospod minister, moram pa to samo še... Nič nimate, ker potem bi Ministrstvo za finance jasno povedalo, pristanemo na to, zato ker je vrednost toliko, zdaj pa dajte bjanko, mora podpisati bjanko in jaz samo čakam še, da državna sekretarka odstopi, eden sekretar vam je že odstopil zaradi davčne zakonodaje, in še enkrat vprašanje, minister, rekli ste, za pacienta se ne bo spremenil. No pa dajmo zdaj še pogledati naslednji prispevek, potem pa še vsi, ki čakate, pridete do besede. Jaz bi samo še to dodala, gospod minister, da pred leti so vedno govorili, da je treba ta zakona z dolgotrajno oskrbo sprejemati skupaj. Ne vem, to smo poslušali leta in leta. Zakon o dolgotrajni oskrbi in zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Torej zakon o zdravstvenem varstvu in zakon o zdravstveni dejavnosti. Dolgotrajna oskrba je socialna entiteta. Dobro, ne drži. Pojdimo zdaj naprej, se opravičujem, poglejmo prispevek, potem pa naprej. Komercialne zavarovalnice so v zadnjih letih postale pomembne lastnice zasebnih zdravstvenih ustanov in tudi ponudnice zasebnih paketov za hitrejši dostop do zdravnika. Preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja, obvezni prispevek v ničemer ne spreminja katastrofalnih razmer v zdravstvu, dolge čakalne vrste pa so kruh za zasebnike. Žan Dolajš. Kaj bodo počele 3 zavarovalnice, ki za zdaj še ponujajo dopolnilno zavarovanje, če bo septembra to res ukinjeno? Zavarovalnica Generali, ki je prva napovedala podražitev, je lani pobrala za 133 milijonov evrov premij zdravstvenih zavarovanj. Od tega kar 95% iz naslova dopolnilnega zavarovanja. Le za dobrih 6 milijonov evrov in pol je bilo sklenjenih drugih zdravstvenih zavarovanj, kot so na primer zavarovanja za kritje stroškov dražjih zdravil in za hitrejši dostop do zdravnika, tudi po spletu. Dobar dan, Maja, kako vam lahko pomagam? 204 milijone evrov zavarovalnih premij je lani pobrala zavarovalnica Triglav zdravje. Od tega pa je bilo kar 192 milijonov oziroma kar 94% vseh zavarovalnih premij pobranih na račun dopolnilnega zavarovanja. Glede na preproste preračune bi torej ukinitev dopolnilnega zavarovanja za omenjeni zdravstveni zavarovalnici pomenila hud udarec. Seveda, če bi prišlo do ukinitve, bo to pomembno vplivalo na zaposlene v teh 3 družbah. Skoraj gotovo bi na vrsto prišla odpuščanja, a zavarovalnici Triglav in Generali ne bi propadli. Drugače pa je pri Vzajemni, naši največji zdravstveni zavarovalnici, ki temelji na poslu z dopolnilnim zavarovanjem. Tudi Vzajemna je denimo leta 2021 kar skoraj 94% vseh svojih prihodkov ustvarila z dopolnilnim zavarovanjem. Od 321 milijonov evrov je le 21 milijonov evrov prometa ustvarila z drugimi zavarovalnimi produkti. Samo za plače okoli 400 zaposlenih pa je predlani namenila več kot 14 milijonov evrov. Bo morala torej Vzajemna zapreti svoja vrata. Za izjavo pred kamero smo prosili vse 3 zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zavarovanje. Nobena od njih v to ni privolila. Zdi se, da so zavarovalnice v šoku in da so pri svojih izjavah ter potezah za zdaj zelo previdne. Zanimivo pa bo videti, kakšne bodo njihove aktivnosti v prihodnjih mesecih, ko bo potekal postopek spreminjanja zakonodaje.
Ko se je nazadnje neuspešno ukinjalo dopolnilno zavarovanje, tik pred razpadom Šarčeve vlade so zavarovalniški lobisti serijsko obiskovali poslance koalicijskih strank, pa tudi Ministrstvo za finance in zdravje. V 3 mesecih je bilo na KPK na to temo prijavljenih kar 160 lobističnih stikov. Razumljivo, z ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja je na kocki obračanje več kot pol milijarde evrov sredstev Slovenk in Slovencev, kar je v preteklosti komercialnim zavarovalnicam prinašalo zelo solidne, letno tudi večmilijonske čiste dobičke. Tudi prihodki zaposlenih v komercialnih zavarovalnicah so zajetni. Predsednik uprave Vzajemne Aleš Mikeln je leta 2021 skupaj z dodatki in nagradami na mesec prejel kar 15.767 evrov. To je 3-kratnik plače generalne direktorice ZZZS-ja Tatjane Mlakar, ki je imela lani z dodatki bruto mesečno plačo 5.146 evrov, čeprav bdi nad razdeljevanjem neprimerljivo večje količine denarja kot Mikeln. Če je na ZZZS-ju povprečna plača podobna državnemu povprečju, pa nam iz Vzajemne, zanimivo, konkretnega podatka o plačah niso želeli poslati. Komercialne zavarovalnice so milijonske zneske letno namenjale tudi za oglaševanje. Med sabo so se namreč morale boriti za tržni delež pri dopolnilnem zavarovanju. Zavaruj se in začuskaj. Najcenejše dopolnilno zavarovanje. Preveri na začuskaj.si. Vse to pa je zviševalo njihove obratovalne stroške. Stroške, ki jih bo po mnenju kritikov dopolnilnega zavarovanja zdaj ZZZS prihranil in neposredno namenil slovenskim pacientom. Šlo naj bi za okoli 50 milijonov evrov. Ta sredstva se ne prikazujejo v bilancah teh zavarovalnic kot dobički. Skrita so v visoke menedžerske plače, v nagrade, v neke brezvezne PR-ovske kampanje. Varianta Vzajemna podeljuje vinjete, kot da takrat, ko smo bolni, rabimo iti na DARS, ne pa k zdravniku. Dejansko poprečno so ti stroški zavarovalnic okoli 50 milijonov. Mislim, da so zdaj celo malo nižji, zato ker zavarovalnice stalno zmanjšujejo delež stroškov v premiji. Relativno to ne gre za visoke stroške, samo je treba vedeti, od tega dela približno 30% pomenijo posredne ali pa neposredne dajatve države. V celoti to ne bo prihrane. Da so si dopolnilne zavarovalnice v letih poslovanja nabrale zajeten kapital, dokazuje tudi njihova nakupovalna mrzlica v zadnjih letih. Samo Vzajemna je predlani najprej kupila večinski delež medicinskega centra Aristotel, za nakup pa odštela 2,5 milijona evrov. Leta 2021 je za 40 tisočakov kupila še večinski delež ljubljanske stomatološke klinike. Lani pa je prevzela še ljubljanski medicinski center Parsus MC, pa tudi delež v fizioterapevtskem centru CCO. Nakup obeh skupaj je po naših izračunih znašal okoli 3 milijone evrov. Zavarovalnica Triglav, katere del je tudi Triglav zdravje, pa je že leta 2019 skupaj z zavarovalnico Saba Re kupila diagnostični center Bled. Neuradno naj bi kupnina znašala kar okoli 23 milijonov evrov. Prek diagnostičnega centra Bled pa zdaj zavarovalnici obvladujeta tudi 8 drugih medicinskih centrov in ambulant s koncesijami, tudi kirurški sanatorij Rožna dolina. In zakaj je to pomembno? Denar od dopolnilnega zavarovanja, ki so ga za storitve slovenskim pacientom zavarovalnice plačevale javnim zavodom in drugim koncesionarjem, lahko zdaj plačujejo svojim medicinskim centrom s koncesijami. Tako v njihovih poslovnih sistemih ostajajo tudi dobički, ki nastajajo pri zdravljenju z javnim denarjem. Mnogi menijo, da bo to postopoma osiromašilo javni zdravstveni sistem. Ker ga lahko sčasoma nažira. Kako? Jemlje tiste programe, ki so nekoliko bolje financirani. Jemlje samo tiste paciente, ki so manj problematični in manj stanejo. Razumeti morate, da je glavni aksiom vsake zasebne dejavnosti maksimiranje dobička znotraj dejavnosti, v tem primeru znotraj zdravstvene dejavnosti. Če imate pridružene bolezni, če imate zaplete, vam bodo pri zasebnikih svetovali, da je bolje, če se obrnete nekako izmed pomembnih bolnišnic, recimo Ljubljanski klinični center. V zavarovalniških krogih pa trdijo, da njihovo zasebno zdravstvo ne predstavlja grožnje javnemu. Zasebno zdravstvo v Sloveniji obstaja od 90-ih let.
Zavarovalnice, kot jaz vem, do zdaj niso investirale v nove kapacitete, ampak so samo kupovale obstoječe kapacitete. Kaj pa načrti za gradnjo zasebne bolnišnice v Ljubljani, ki bi jo gradili zavarovalnici Triglav in Sava Re? Še enkrat, nisem pravi naslov, ne poznam teh poslovnih odločitev, ampak jaz vidim bolnišnico v bistvu samo kot racionalizacijo njihovega poslovanja, zato ker imajo različne enote. Pač gospodarska družba je vedno usmerjena v racionalizacijo poslovanja. Ne? Seveda pa tudi v ustvarjanje dobičkov za svoje lastnike. Napoveduje se, da bo javno zdravstvo bolje funkcioniralo po tej ukinitvi. Verjamete tej misli? Ne. Gre za prestavljanje denarja iz enega žepa v drug. Na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije pa, če v ukinitvi ne bo sledila resna reforma javnega zdravstva, bo zasebništvo pri nas še naprej cvetelo. Dolge čakalne vrste so kruh za rojevanje tistih, ki želijo v sistemu zdravstva kovati dobičke. Gospa Hot, mogoče najprej za vas vprašanje, bo zasebništvo še naprej cvetelo kljub tem spremembam, ker za ljudi ne bo nič drugače, ne? Plačevali bodo še naprej, pa bodo brez zdravnika. Meni v resnici zasebništvo ne skrbi, to je zasebna gospodarska pobuda, skrbijo me ljudje. Zdaj, prej ste govorili o tem, kako se ne bo nič spremenilo, z tem zakonom pa ni res. Prej sem na začetku že povedala, da veliko ljudi odpoveduje, ker si ne more privoščiti povišanja, ki je zdaj 44, jutri lahko, kot je rekel minister, 55 in tako dalje. In pomembno Zdaj bo pa to obvezno, ne, gospa pacienta središča. Pomembno je, da ne podpiraš na ta način zavarovalnice, ki, kako vidimo, delajo očitno biznise, se kupuje, primer Vzajemne je tudi izjemen, ne, se vidi, da so tudi, da imamo tudi možnost enkrat, ko se ta denar centralizira, videti, kje so rezerve, kje se da delati, kje se da nižati tudi stroške in tako dalje. Ampak vsaj znova je pomembno, da pacient pride do zdravstvene storitve. Da ne bomo z višene cene prišli do tega, da posameznik odpove obvezno dodatno zdravstveno zavarovanje in sploh ne gre do zdravnika, ker ne bo mogel doplačati. Zdaj to je. To smo zdaj v prvem koraku zajezili, dolgoročno, pa absolutno solidarno in pravičnostni obvezni prispevek, ki bo sledil neki progresivi, glede na to, da ima več, plača več za to. Tukaj zdaj dve vprašanji. Prva stvar, ne, že zdaj je to, ne, seveda plačujejo ljudje in se pravi obvezno in to dopolnilno, ki bo zdaj obvezni pavšal, pa potem grejo k zasebniku, ne, ker ne pridejo na vrsto, to je problem. To pa je nepravično. To je absolutno nepravično in to je tisto, čemu stremi zdravstveni minister, čemu stremi celotna ta koalicija, ukrepiti zdravstveni sistem. Imamo tudi zelo strokovno skupino znotraj državnega zbora, ki zelo intenzivno dela na ukrepih, ki jih je potrebno sprejeti, ampak te rešitve ne moremo sprejeti čez noč. Moramo pa čez noč reagirati na zavržno dejanje in to se je tukaj naredilo. So še pod vprašanje, kako boste uvedli to solidarnostno financiranje, če pa premier napoveduje, da bo razbremenil delo, da bomo razbremenili delo. Zato je potrebno dolgoročne rešitve iskati. Zato gre za prvi korak, ki zahteva neko razpravo v kontekstu ukinitve obveznega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, kako pa dolgoročno zagotoviti solidarnostni prispevek, pa zahteva tako vprašanje razprave o davčni reformi, tudi če želite o dolgotrajni oskrbi, o zdravstveni oskrbi in tako dalje. Ampak to ne more, ker bi zdaj že to imela rejeno. Da moramo najprej ugotoviti, da niso zavarovalnice tisto, kar nas mora skrbeti. Skrbeti nas mora zdravstveni sistem, ki ne... Ampak ta sistem tudi ni funkcioniral, ne? Ta sistem ni funkcioniral, ampak ni ta sistem tisto, kar bo rešilo dejansko dostop do pravic. Vseeno še vprašanje, ali tudi pri vas so že kaj potrkale zasebne zavarovalnice? Glede, nas ne skrbijo zavarovalnice, nas skrbijo res pacienti. Nova Slovenija je pripravila paket rešitev za vsem dostopno javno zdravstvo. In danes nismo se pogovarjali niti o enem koraku, da bi bilo to javno zdravstvo res dostopno. Ugotovili smo, da bojo ljudje morali plačevati, da jim nic se ne ukinja. In tudi, če se bo plačevalo iz državnega proračuna, bojo to plačevali v resnici ljudje. To se pravi, plačila so zagotovljena. Zdaj je pa treba zagotoviti tisto drugo, kar najbolj šepa. To je, da bojo pacienti dobili uslugo takrat,
ko jo bojo rabili, ker za njo plačajo in bojo tudi v bodoče plačali in da ne bojo res iskali privatnih storitev, ker potem bojo pa tam še tretjič plačali. Mesec, kaj pričakujete v prihodnjih mesecih? Lobiranja, veliko lobiranja? Veliko lobiranja in mislim, da tudi ta kakofonija, ki jo danes slišimo v oddaji, pač to zamegljevanje, kaj se pravzaprav dogaja, lepo ste ga pokazali v tem posnetku. Polmilijardni biznis, pretakanje denarja, ki ga plačujemo za zdravstvo v ne gradnjo, ampak prevzemanje zasebnih kapacitet za to, da bi se vzpostavil sporedni zdravstveni sistem, ki si ga bodo seveda privoščili lahko tisti, ki bodo plačevali dodatna zdravstvena zavarovanja, ne dopolnilnega dodatna. In to smo zdaj ustavili. Ampak zasebno zdravstvo pa ostaja, saj to v bistvu tukaj ste samo pri zavarovalnicah rešili zadevo, medtem pa seveda še vedno to zasebno zdravstvo cveti. Temeljno vprašanje je, odkot se je financiralo to zasebno zdravstvo. Financiralo se je točno iz teh zavarovalnic, ki so zbirale dopolnilno zdravstveno zavarovanje, da bi doplačevale storitve v javnem zdravstvu, ampak ne, one so prevzemale zasebne kapacitete. To je bistvo. Zdaj pa bi jaz tako rekel, gledajte, mi se pogovarjamo, 20 let so različne vlade obljubljale ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zdaj ga ukinjamo in potem dobimo kaj pa z dolgotrajno oskrbo, pa s čakalnimi vrstami. Tudi na tem delamo. Ampak ne moramo v teh mesecih narediti vsega, kar se 20 let iz mrtve točke premakne. Ključno vprašanje seveda je, kaj je boljše za ljudi, to je vsekakor. Da lahko na tem primeru, kako smo pač zagrizali v dopolnilno zavarovanje, razberete, da ima ta vlada vse ambicije in voljo svoje cilje tudi izpolniti. No, bolje je seveda zagrizla Svoboda, vi ste se potem priključili, gospa Godec. Kar se tiče dolgotrajne oskrbe, je sprejela prejšnja vlada, tako da ste ga imeli na mizi v veljavi, pa ste ga prestavili oziroma v bistvu dobesedno skoraj že ukinili. Ne razumem te razlage, češ, da zdaj prvo še enkrat, ne ukinjate dopolnilnega zavarovanja, nehajte zavajati, dajte to kot obvezno in pravite, da boste opolnomočili javno zdravstvo s tem. Na kakšen način? Da boste dali še več denarja v javno državno zdravstvo, ki danes ne funkcionira. Zasebne zavarovalnice se bodo znajdle, brez skrbi. In tista zadnje dve razlagi, ki sta bili na koncu, zasebno zdravstvo bo še bolj cvetelo. Boste podprli vi ta zakon ali ne? Je tukaj kakšen konsens tudi v na takšen način v Slovenski demokratski stranki nismo nikoli zagovarjali ukinitve. In na takšen način, ki danes v bistvu sploh ni jasen ta zakon, ne finančno, ne naprej. Eni govorite 35 evrov, drugi solidarnostno, tretji bomo usklajevali letno. Na takšen način ne gre. No, bomo tukaj le morali na kratko prekiniti, potem pa, gospod minister, in še ostali po predahu, ostanite z nami. Po odlične cene. In nadaljujemo tarčo. Gospod minister, še vprašanje, kar nekaj hude krvi je bilo danes na strateškem svetu, ki ga vodi gospod Brecelj. Nekako vam je očital politično odločitev pri ukinitvi tega dopolnilnega oziroma prenosu dopolnilnega zavarovanja, da ste to izvedli brez njegove vednosti, da ste sicer neposlušni, da ne sprejemate njihovih predlogov, tudi pri tej ukinitvi, da so to predlagali že, ko je bil svet pod vašo pristojnostjo, pa da niste niti prebrali predloga. Kako odgovarjate? Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je bila nujna. Zato smo Gibanje Svoboda dali notri zakon, ampak še enkrat. Niso nič te... Ne, mi smo postavili pacienta na prvo mesto, odreagirali smo na tisto, kar smo mogli. Prvič po 20 letih bomo znotraj koalicije to ukinili, prišli do točke nič. Gospod Brecelj, sprašujem zdaj, kako je zdaj s tem? Doktor Brecelj je zame osebno velik človek, res o temu ni vedel nič in strateški svet je tisti svet, ki ocenjuje naša dejanja in o tem ne vidim nič slabo. Je to, da so dali številne predloge, ne vem, 70 predlogov, pa da niste nič prebrali, da nič ne reagirate, da se ne odzivate. Vse je prebrano, bi si pa kot minister želel, da bi imeli čarobno paličko in bi nekaj, kar je 20 let bilo takšno, uredili v 3 mesecih. Je zdaj že določen koordinator med vami in med gospodom Brecljem? Ne veste nič, kdo bi to bil? Naj bi ga danes premier določil? Nič ne veste, skratka. Prav. Hvala za zdaj vsem skupaj za pogovor tukaj na Tarči, še bomo kdaj govorili zagotovo o tem. Hvala vam, ker ste nas spremljali, vabljeni spet prihodnji četrtek ob 20. uri. Nasvidenje in srečno!